Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Današnjo novinarsko konferenco posvečamo epidemiološkim razmeram pri nas in po Evropi, ter še posebej angleški varianti SARS-CoV-2, ki so jo potrdili tudi pri nas. Z nami sta danes dr. Nuška Čakš-Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa magistrica Tjaša Žohar-Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Obe gostje lepo pozdravljam. Novinarsko konferenco tudi danes začenjamo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo opravljenih 5418 PCR testov. Z njimi je bilo potrjenih 1430 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 26,4%. Število opravljenih hitrih testov je včeraj znašalo 10.528. Z njimi je bilo potrjenih 420 novih okužb. Delež pozitivnih hitrih testov pa je znašal 4%. Poglejmo si to še na prikazu v tabeli. V prvi koloni, kot običajno, vidimo, kolikšno je bilo število opravljenih PCR testov v zadnjem tednu, v drugi koloni, kolikšno je bilo opravljeno število hitrih antigenskih testov in v tretji skupno število testiranj in pa skupno število pozitivnih. Na včerajšnji dan je skupno število testiranj znašalo 15.964, kar je enkrat manj oziroma več kot enkrat manj kot dan prej, ampak prejšnji dan je bila številka tako visoka zaradi množičnega testiranja učiteljev. Število pozitivnih pa je danes žal večje, kot je bilo včeraj, in sicer znaša 1850. Okužbe na včerajšnji dan kažejo na razpršenost virusa po vsej državi. Porast okužb je opazen v občinah Obalno-kraške, Pomurske in Gorenjske regije, še vedno ostaja visoko število novih okužb tudi v Posavski in Zasavski regiji. Slabši dnevni rezultati so vplivali tudi na povprečno število potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh. To trenutno znaša 1245, kar pomeni, da je slabše, kot smo poročali včeraj, ko je znašalo 1227. Število hospitaliziranih zaradi COVID-19 pa je danes nekoliko bolj spodbudno, saj je bilo hospitaliziranih zjutraj 1144, včeraj je bilo takšnih 1157. Poglejmo naslednjo tabelo. Ta prikazuje število hospitaliziranih bolnikov zaradi COVID in pa povprečno število okužb v zadnjih 7 dnevih. Kot rečeno, danes povprečno število okužb je višje, kot je bilo včeraj, znaša 1245. Število bolnikov, ki pa so potrebovali bolniško oskrbo, pa je danes nekoliko nižje, kot smo poročali včeraj, in sicer znaša 1144. Glede na odločitev, ki jo je vlada sprejela prejšnjo sredo, je 9 regij v tako imenovani rdeči fazi, 3 pa so v črni. To je v skladu z načrtom sproščanja, ki ga boste sedaj videli tudi na vaših ekranih. Vlada pa bo stanje ponovno presojala danes. Prosim za naslednjo sliko. Danes objavljeni podatki NIJZ sicer kažejo, da se epidemiološke razmere slabšajo v večini regij. Včerajšnji podatki so nekoliko bolj spodbudni le za Podravsko, Goriško in Primorsko-notranjsko regijo. Pretirano optimistični pa zaradi tega ne smemo biti, saj ostajajo razmere v vseh regijah resne, še posebej pa je stanje zaskrbljujoče v Goriški regiji. Ta regija je namreč tista, ki ima največje število povprečnih okužb v zadnjih 7 dnevih na 100 tisoč prebivalcev. Razmere so slabše v vseh ostalih regijah, še posebej pa je poslabšanje opazno v osrednjeslovenski regiji. Na sliki lahko vidite, da danes 7-dnevno število potrjenih okužb v osrednjeslovenski regiji znaša 288, včeraj je znašalo 272. Še vedno, pa glede na spodnji kriterij, ki predvideva, da je 362 tisti mejnik, ki dopušča, da je osrednjeslovenska regija v rdeči fazi, precej višji od trenutnega stanja, kar pomeni, da je osrednjeslovenska, če lahko tako rečem, trdno v rdeči fazi. Če si pogledamo še nekatere druge regije, prosim, če lahko nazaj graf, ki smo ga imeli, hvala. Koroška regija je trenutno tista, ki se najbolje drži. 7-dnevno število potrjenih primerov v tej regiji znaša 27 in glede na kriterije ni v rdeči fazi, ampak bi lahko bila
v oranžni fazi. Izpostaviti velja še obalno-kraško in pa zasavsko regijo. V obalni-kraški regiji danes 7-dnevno povprečje znaša 81, meja za rdečo fazo je 76, se pravi, ta meja je bila dosežena pretekli teden, ko je vlada sprejemala odločitev, današnji podatki so žal slabši. Podobno velja tudi za zasavsko regijo, razmere so tam slabše, kot so bile en teden nazaj. Trenutno znaša 7-dnevno število povprečnih okužb 41, meja za rdečo fazo pa je postavljena pri 37. Poglejmo sedaj še podrobneje razmere v slovenskih bolnišnicah. Jutranji podatki kažejo, da se v bolnišnicah zaradi koronavirusa zdravi 1144 pacientov oziroma 13 manj kot včeraj. Na intenzivni negi se danes zdravi 172 pacientov, to je kar 20 manj, kot smo poročali včeraj. Na novo je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 86 oseb, iz bolnišnic pa je bilo odpuščenih 80 oseb. Tudi iz ljubljanskega UKC danes prihajajo nekoliko bolj spodbudne številke. Danes zjutraj so tako imeli 317 hospitaliziranih zaradi COVID, to je 5 manj kot včeraj, od teh pa jih je bilo 54 na intenzivni terapiji, kar je 9 manj kot včeraj. Tudi včeraj pa smo žal ponovno imeli smrti. V bolnišnicah je umrlo 19 oseb, smrti v domovih za starejše pa včeraj k sreči ni bilo. Iskreno sožalje vsem svojcem in ostalim bližnjim umrlih. Poglejmo še grafični prikaz podatkov, ki sem jih ravnokar podala. Opazen je trend zmanjševanja števil bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Kar se tiče sprejemov, opazimo, da jih je bilo včeraj nekoliko manj kot dan prej. Odpusta je bilo včeraj manj kot dan prej, število umrlih pa je bilo danes oziroma včeraj tudi nekoliko nižje kot dan prej, kar je spodbudno, a še vedno ostaja žal previsoko. Še naslednja tabelica, prosim. Na navadnih oddelkih se danes zdravi 972 pacientov, na intenzivni negi pa, kot sem že povedala, 172, kar je kar 20 manj kot prej in to je eno izmed najnižjih števil, ki smo ga imeli v zadnjih 2 mesecih, kar je spodbuden podatek in vsi si želimo, da bi tako potekalo tudi naprej. Skupaj pa je bolnišnično oskrbo danes potrebuje 1144 pacientov.